Dobrodošli spet nazaj. Mislim, da je ta pauza dobra dela, da smo imeli tudi so ustvarjali ta trenutek. In zdaj bomo pa namenili nekaj časa, tole urco še naši skupni debati. Tako da jaz vabim naše goste, da se tlele z mano usedajo. Jaz sem vsi smo. Se je v redu, se je. Pomočno. Ne se je dobro. Upam, da se vam je malo usedel vse, kar je bilo danes podeljenega, kar bogata vsebina. Verjamem, da bi vsak od naših gostov imel še veliko tega zapovedati, da bi vsak imel svojo urco, ampak danes je namenjen temu, da jih vsaj malo spoznate, da skupaj združimo to vsebino v neko raziskovanje, v neko odpiranje družbe prihodnosti in tudi v soustvarjanje te debate tudi skupaj z vami. Dajmo v ta prostor posejati neka nova semena. Tako da za začetek, jaz vas tudi res vabim k sodelovanju, k vašim vprašanjem, komentarjem, izzivom, mogoče našim gostom in verjamem, da vam bojo vsi z veseljem odgovorili. Za začetek vam mogoče bom kar jaz odgovorila z enim takšnim vprašanjem za vse. Smo veliko poskušali o tem soustvarjanju in to iz različnih zornih kotov, iz različnih vidikov, pa vendar vse gre v neko skupno smer. In dajmo samo še enkrat mogoče poudariti, zakaj pravzaprav to je govoril s soustvarjanju danes in zakaj je tako pomembno za to družbo v prihodnosti. Kaj se zgodi, kaj se lahko reši s soustvarjanjem? Vse to ni sam danes, to je vedno. Pa ne prihodnost, ampak vedno. Soustvarjanje je vedno moglo biti. Mogoče vedno se strinjam. Aristotel je govoril o tem, da smo politične živali. Ampak v bistvu ni imel v mislih politike, da smo družbena bitja, da človek brez soljudi ne more. Torej, že tu je naša opredelitev, v samoti seveda lahko zdržiš kot guru, brodolomec, te podobnega, pa še to ne prav dolgo časa, brez posledic. Drugo je po moje opetost v celoto, ki se jo žal premalo ljudi zaveda, ampak če si upet v celoto, če si pravzaprav na nek način hologram te celote, da svetljeni od nas pravzaprav odraža svet okoli sebe, celotno vesolje, kako bi šli še globje, pa bi pogledali samo zgradbo atoma. Je zgrajen tako kot pravzaprav vse. Zanimivo je, da je začenši z atomom, potem prek celotnega človeka, pa vesolja, pa galaksij, približno 90% tako imenovanega praznega prostora. Pa to ni prazen prostor, to je energija. Imenujemo temna, črna, ampak tudi to je tisto, kar je zdaj že do neke mere opredeljeno z kvantno fiziko. Ravno v tem je čas, da drug brez drugega ne moramo, to se kaže pri prijateljstvu, v družinski zvezi, v krajevni skupnosti, v državi, v Evropski uniji, mednarodnih organizacijah, na zadnjem celotnem planetu. In ko bo ta zavest višja, sem prepričan, da bo takoj bistveno manj vseh teh problemov, kriz, s katerimi se soočamo danes. Od izjemno nespodobnega, katastrofalnega prepada med bogatimi in revnimi, do migracij, do seveda podnebnih sprememb, katerih je tudi v veliki meri utrval človek. Res, se mi zdi, da soustvarjanje je skoraj da tako pomembno kot zdrav. Jaz mislim, da ima to soustvarjanje en velik problem. Namreč, če
postane zgolj floskula, ki se jo uvaja za to, da se spet neke stvari bolje prodajajo. Tolikrat, kolikor sem v zadnjih letih zasledil co-creation besedo v različnih predstavitvah podjetij, v razvojnih ekipah, v industriji, to je neverjetno. Pač to je postala neka modna beseda, še vedno pa so to podjetja, ki se predstavljajo kot Gatesov, Microsoft, Bezosov, Amazon, kot Zuckerbergov, Facebook in Google, ki pač pripada tistim par lastnikom oziroma dvema ustanoviteljema, Sergeju Brinu in pa Larryju Pageu. In oni so tisti, ki si lastijo zasluge za to soustvarjanje in nemarno bogatijo na naš račun. Ker mi smo tisti, ki ta podjetja soustvarjamo. Mi smo tisti, zaradi katerih sem jaz prišel danes bolj preprosto na to lokacijo s pomočjo Google Maps. Mi smo tisti, ki ves čas dajemo podatke tem podjetjem in mi smo soustvarjalci digitalne prihodnosti, ki jo zdaj gradimo. Ampak mi smo tudi tisti, ki še plačujemo za to, da te podatke dobimo, ki nam jih že enkrat poberajo. In to se mi zdi največji trik tega soustvarjanja. Ali pa nam jih še celo poberajo, prodajo nazaj, pa še enkrat poberajo, prodajo drugim. Ne? Tako da ta hip smo vsi soustvarjalci te družbe 5.0, karkoli že to pomeni, ki jo gradimo. In jaz mislim, da se moramo tega zavedati in vzeti tudi ustanovitelji, lastniki teh sistemov morajo to vzeti v zakup in nas priznati. Ker kdo je zdaj nafta 21. stoletja? Mi tule v tem prostoru. Nas pač stiskajo in več podatkov, ko oddamo, več so vredna njihova podjetja. Mislim, da 610 najbogatejših ljudi takih na svetu živi od naših podatkov. Torej, danes prej sem videl, da Bill Gates je spet najbogatejši človek na svetu, Bezos, Zuckerberg, oba ustanovitelja Googlea in pa še ustanovitelj Oracle. Torej, 610 najbogatejših ljudi je tistih, ki živijo od soustvarjanja. In zato pravim, da moramo res biti pozorni, kako se ta beseda uporablja in da ni sam nek lišk, ki se ga dodaja tovrstnim podjetjem, ampak da mislijo resno. A si res želimo takih rešitev, kot nam jih dajo v roke? A so to ljudem prijazne rešitve? A je to res družba prihodnosti? Mislim, če gradimo tako družbo prihodnosti, jaz si pač del te družbe ne želim biti. Želim živeti ne v digitalnem totalitarizmu, ampak če že v neki demokratični družbi, ki niti ni nujno digitalna, zaradi mene lahko vsem analogna, ali pa bistveno bolj analogna, kot nam jo predstavljajo. Super, hvala za ta vidik. To je spet spomin, ne? Ki bi lahko pravno naredili za to. Holistična vzgoja, ni? Pa ne zdaj samo kot šolski sistem, ampak se pravim, osmisliti informacijo, ki jo posreduješ. Ne? Z stvarmi, ki pa niso, bom rekel, vedno merljive, vedno utkane v neke te standarde, ki jih pač postavlja. Ampak to mora trajati in to se začenja in se dela in veliko, tudi učiteljev. Ne? Ampak to je pač en tak zelo mozaični sistem. Ne? Zdaj, koliko velik je ta mozaik, kdaj je tisti mali kamenček sploh postane ključen ali pa pogrešljiv ali pa nenadomestljiv po drugi strani, pa na kak način lahko to dosežemo. Jaz mislim, da zdaj, recimo, če gremo zelo na mikroraven, v enem šolskem sistemu je predvsem treba ustvariti možnost za tiste posameznike in posameznice, ki razmišljajo drugače ali pa znajo razmišljati drugače, da to lahko delajo, ker to bo potem šlo naprej. Potem, če gremo malo iz te mikroravni na širšo raven, vendarle določiti, rekel, to, kdo ali kaj učitelj je in na tej podlagi potem tudi dati identiteto temu poklicu, da se bodo za ta poklic odločali tisti, ki to so in tako naprej, in tako naprej. Pol prijemo v bistvu ravno do tega. Ampak
z temi generacijami, ki pa grejo čez noč, pa na katero imamo ogromno vpliv, neizmerno moč, dejansko pač tega ne damo. Znajo pa res integrati. Ampak jaz mislim, da jaz res, kot recimo ti študente, ko učim, meni so to neverjetna generacija. Res jaz mislim, da oni so tisti, ko bodo zdaj naredili revolucijo. In tisti, ko pravijo, da so mladi pasivni, leni, da so sam pred zasloni, ne razumejo njihovega načina razmišljanja. Meni to, kar se zdaj dogaja, School Strike for Climate in podobno, to se mi zdi res prihodnost, da so se ne samo zbudili, povezali na načine, na kjer se mi nismo mogli povezati med sabo. Povezali so se globalno in oni zdaj gradijo skupnost prihodnosti, jo soustvarjajo. In nobene revolucije, tega se moramo zavedati, niso naredili tukaj stari ljudje, ko smo zdaj v tem prostoru. Revolucijo delajo mladi, stari od 15 do 25 let, no z izjemo francoske revolucije, ampak še ta je tako čudno smer. Pa ne govorim tu o revoluciji tipa, da padajo glave. Govorim o bistvenih spremembah načina življenja, razumevanja, sodelovanja. In tako kot sodelujejo ta hip mladi med sabo, mislim, se prej sem rekel enem pogovoru, kar je treba narediti je, da jih daš v sobo in jih pustiš pri miru in pridejo ven z genialnimi rešitvami. To so pač neke nove oblike učenja, ki nam kot učiteljem, niso blizu. Meni je najlažje v bistvu 45 minut govoriti, narediti premor, pa govoriti še 45 minut. Tisto, kar je novo, pa je, da jih iz različnih, recimo, fakultet pripeljamo med sabo in jim damo platformo za to, da oni soustvarjajo neke rešitve za sebe. Čim manj navodil in pa in dati na voljo vse to, kar sicer uporabljajo. Naprimer, ne, umetnost. Receptov ne sme biti več. Ne. Recimo, lani sem pelal študente filozofske fakultete v Graz, študentom dizajna in marketinga, in so me sam navodila, dajte si nekaj izmisliti za rešiti problem odpadkov. In so naredili genialne rešitve, recimo trash casino, torej kazino za odpadke, vržeš noter plastično steklenico, potegneš ročico in dobiš kupon za brezplačen prevoz z avtobusom, ali pa tisto roko, ko potegne, daš noter biološke odpadke, tukaj pa potegne seme za rastlino, ki jo boš posadil, ne? In to so si izmislili v 2 urah, vizualizirali, mislim, kar bi bilo treba narediti, je samo še izvesti. Iz nečesa nečistega, kot je recimo, nečistega v glavah, kot je kazino, so ustvarili neko fantastično rešitev, ki očisti oboje, problem odpadkov in problem gamblanja. Super, hvala. V bistvu se strinjam, z vsem, ampak ravno v temu je po moje srž problema, namreč znajo očistiti odpadke, znajo očistiti tovarno, ne znajo očistiti pa sebe. To je ključen problem. Kako očistiti ne samo glavo, ampak tudi srce, če sem lahko malce bolj duhoven. In tu se pa seveda vse začne in končna pri posamezniku, pri sleherju. Jaz se kar nekaj časa zdaj ukvarjam zaradi različnih tudi kriz v svojem življenju, recimo temu z duhovnostjo, čeprav po našem prostoru to še vedno deluje precej ezoterično ali pa New Age in tako naprej, ampak me to prav nič ne briga, ne? Ampak ugotavljam se bolj, in to zanimivo mi je kasneje podrdil Marjan Gorevc, Adrian Kezele in še nekateri, da je bistvo duhovnosti, da si čim boljši človek. In bistvo, nobena, ne vem kakšna genialnost, da si boš izmišljeval telefone in rakete in življenje na Marsu in tako naprej ne bo pomagalo, če ne bomo štartali iz tega, da je jutri mladoletnik, otrok, toliko ozaveščen tega, da pač ve, kaj je dobro, kaj ni dobro, da ve, da je dobro ustvarjati tehnologijo do neke mere, ko še pomaga človeku in pomaga čim več ljudem. Ko pa začne tega človeka zaslužljivati, ko ga začne pač maličiti do te mere, ko je recimo hrematizem, kot bi doktor Držan rekel, jo je treba pomkrotiti. In na to opozarja cela plejada resnih znanstvenikov, recimo Tesla in Einstein so govorili o tem, da ko se bo znanost začela ukvarjati z nematerialno platjo, bo v 10 letih naredila večji napredek v celi zgodovini človeštva. Zdaj lahko bi rekli, da se na nek način znanost že ukvarja,
kar se tiče recimo digitalnosti, kvantne fizike in tako naprej, ampak mislim, da tega nismo imeli še v mislih, da nismo imeli v mislih več. Zato se mi zdi ta debata v širši zavesti o tem, da se pravzaprav ne zanašamo preveč na šolo, seveda tudi šola, ampak tisti otrok, ki bo poskušal biti iz dneva v dan boljši otrok in človek, bo jutri po jutrišnjem mogoče učitelj, ne? In bo direktor podjetja, in bo politik, in bo ne vem kaj še vse. Takrat se bo začela zadeva spreminjati. Drugače bomo pa šli naprej v neskončnost teh 5.0, 6.0 industrijskih revolucij. Čez 10 let bomo imeli še več fotoaparatov in ali bo več gumbov ali manj gumbov ali kakorkoli že. Samo bojim se, da to človeštvu pomaga samo pri komodnosti, bolj udobnemu življenju. Ne? Na že srednji rok bo pa ne pomaga pri preživetju. Super, hvala. Jaz se bom zdaj sama navezala še, ker smo zdaj o tehnologiji, ne, pa o nematerialni znanosti, zelo upletamo znanost, tehnologije, človeka, šolski sistem. Hkrati pa imamo tukaj tudi močno polje umetnosti. In pred kratkim je Svetovna znanstvena organizacija v resnici znanstveno zdaj sprejela in potrdila, da umetnost pomaga zdravi človek. V bistvu, da je umetnost tudi ene vrste terapevtska metoda. Meni se zdi to, bom rekla, dobro izhodišče, da povabim Andreja pa Simona v komentar, ker lahko torej sklepamo, da umetnost pomaga znanosti odpreti vrata širše in mogoče nas tudi bolj povezati, in mogoče vloga umetnosti jo lahko bo prišla bolj na površje, kot v smislu neke povezovanje, sodelovanje funkcije med nami. Ja, velikrat je bilo danes izrečeno sploh s tvoje strani, ne, ta kreativnost pa v bistvu biti ustvarjalno. Se mi zdi v bistvu, če gremo tako, zdaj sodobna umetnost deluje zelo na širokem polju, ampak recimo v nekem šolskem sistemu se pa ponavadi tako opredeli na ta 3 glavne področja, ne, glasbo, pa likovno, pa mogoče uprizoritveno. Pa v bistvu jaz več čas govorim, ko v bistvu v šolskem sistemu, no, recimo osnovna šola je bila deležna zelo manjšega števila, recimo ur likovnega pouka. Se mi zdi, da recimo v predšolski vzgoji se da ravno na področju likovne ali pa vizualne umetnosti najbolj v bistvu vplivati na to kreativnost, na to razvijanje domišljija. Ampak se mi zdi, da ta domišljija se v bistvu potem tudi na druga bolj egzaktna področja se lahko uporablja, tudi recimo pri matematiki se vemo v bistvu, da zdi in da se vse iznajdbe so bili v bistvu realizirane zaradi domišljije, zaradi tistega nekega klika, zaradi neke ideje, v bistvu, ki pride v bistvu tako nepričakovano, no. To pa zvezi s tem Lahko sem, da se si lepo, ampak tako mi jezik srbi namreč, ker sem 4 leta preživel v Kanadi, ne, bi prav rad pohvalil to državo v mnogo čem, sicer tudi se ne strinjam, ampak možno je že na recept dobiti obisk galerij in muzejev. Torej so ljudje oproščeni plačila, ker so zdravniki priznali ta terapevtski učitek lepote umetnosti. To se mi zdi res fenomenalno. Premalo se o tem govori in bi bilo dobro, da se razširi. Nekatere države imajo, ne vem kako je zdaj to pri nas, da imajo določene dneve proste, v stopnji, da lahko hodijo. Lepota, seveda v mnogoterih podobah. Tisto, kar je mogoče za osebo A lepo, ni za osebo B, ampak neke skupne premise pa ne obstajajo. Danes smo bili primarni predstaviti pa tako naprej, ampak tudi takšni ljudje, velikani, kot recimo Umberto je knjigo posvetil lepoti. Potem ne vem, če veste, učenec Assagiolija, ustanovitelja psihosinteze, Piero Ferrucci, napiše tudi knjigo o lepoti. Pa ne samo kar tako, ker se mu zdi vse lepo, ampak zaradi tega terapevtskega učinka, recimo psiholog mađarsko-ameriškega porekla, ki ga je skoraj da nemogoče črkovati, to je Mihaj, Csikszentmihalyi, če ste slišali, ne? Csikszentmihalyi. Oziroma, več izgovorjal sem drugo, Csikszentmihalyi, pa Mihaj, si predstavljam,
predstavljam, kako bi Dan Quayle to črkoval, če že potato ni znam črkovati, ne. No, ampak on govori o zanosu, ne, o flow experience in tako. In on seveda tudi lepoto, doživljanje lepote enači z, ne vem, recimo ekstremnim športom ali pa nekim drugim opravilom, ki človeka v takšni meri vzneveri, da skoraj da spravi v ekstazo, da čuti tisto, kar je zelo visoka duhovna izkušnja, ta zanos. Jaz se vprašujem, ker bom mogel zdaj oditi, ker imamo ene goste v šoli, ki že dolgo zdaj pač malo zanemarjamo. Bi dal sem predno mnem, da držem še par kosti, kako se temu reče. Kar se tiče umetnosti, meni je zelo ljubega področja, pa velikokrat napačno razlagane ali pa mogoče preosko razlagane Nietzscheve misli na to temo, da jo imamo zato, da ne bi znoreli od resnice. Pa zdaj ta kontekst v tem svetu, ki ga pa filozofija že začenja pojmovati kot poresničnega. Tu so velika vprašanja, s katerimi se tudi ne ukvarjamo in raziskovanje umetnosti, recimo letos sva s kolegico likovnico naredila čisto v enem razredu res eksperiment, da ne deliva več se na glasbo pa na likovno umetnost, ampak da pač mava, ker nama pripadajo skupno 3 ure, vsakemu ura pa pol, skupaj te pouke in da smo učni načrt, ker pač ga ni. In zdaj dijaki vodijo tempo, so ustvarjajo vsebine in kaj si oni želijo, to je bilo meni fascinantno, to je pa ta antropološka izkušnja. Do zdaj jaz nisem tudi v moji karieri uporabil, jaz sem sprašal, pa so me evalvirali, pa tak naprej, ampak z vprašalniki, ko jaz jih dam. Zdaj pa prvič v bistvu, že 2 meseca sledim njihovemu tempu v smislu, kaj oni hočejo in to je neverjetno veliko. Super nam je zdaj padel noter tudi Arjan z razstavo, ki je imel v Centru sodobnih umetnosti prej, v Gagana. Ta razstava je dala, mislim, je odprla toliko enih kvalitetnih debat pri 15-letnikih. To rečeš pa klinc, pa učni načrt v mojem kontekstu si pa to, pa tu pa poudarjam vse spoštovanje do kolegov, kamor si kolega fizik, jaz lahko privoščim bistveno večji meri, kot si recimo Borod, ker bojo njegovi dijaki to izbirali za maturo, ki pa je zaprta. In še vendarle moralno gledano je dolžnost učitelja, da omogoči dijaku vstop potem k vam. Se pravi, da moramo tukaj pač loviti vsi, ki to želimo, neko srednjo pot. Lahko si pa udoben v tem, kar imaš, pa pač greš naprej. In ta resnica, o kateri je govoril Nietzsche in umetnost kot enem plašču, pač to je umetnost en plašč, ki se ga da tej resnici nadeti zato, da ne nazadnje ne eskalira v neposrednosti, ker je nismo velikokrat sposobni ali pa je ne dojemamo enako hitro. Po drugi strani pa eno z meni se mi zdi najbolj navdihujoče delo, ki mi je vedno znova tudi v tehu, ko jaz začnem obupovati in se mi zdi, da je žal res preveč in resnično in poresničeno, to je pa ene se očipole o človeški neumnosti. In tu ne vem, če poznate, ampak pač on postavi eno zelo jasno definicijo, da je vedno, ne glede na to, kje ste, v kakšnem krogu ste, kako velik je ta krog, ali pa ne nazadnja milijardna populacija Zemlje, vedno enak delež ljudi, ki so pač neumni in da se tega ne da spremeniti. Prav je tako. Daj, da zdaj vas zbušam. Gregor, sem to še hvatila še dodati, da sem pa jaz najbolj na enih zoprnih govorilnih urah, ker je bil moj zdaj že 30-letni otrok, moteč pri uri likovnega pouka, ker neprestano poje. Ja, pa ne podliko. To je moteč. Ja. Že za nove generacije. Super, bom vzel tako, ampak dan izvoli. Mislim, Gregor je sicer šel, ampak super izhodišče, ker sem že prej hodil nekaj uvem, ne, že šel. V bistvu, ko je Nietzsche omenil,
se mi zdi, da ima ta in umetnost, in tehnologije to možnost, da človeka dvigne nad sebe, povišate na nek način nad človeka in pa ne v tem slabem smislu, kot da smo zdaj, da bojo eni boljši, drugi slabši, ne, v kar se to hitro tudi lahko spremeni. Ampak oboje nam odpira dostop neke, čemu pravimo, virtualna resničnost. Torej, umetnost ustvarja neke virtualne prostore, digitalne tehnologije ustvarjajo virtualne prostore. Upam, da me niste prej narobe razumeli, jaz nisem nek tehnofob, ali pa nisem niti ludist, da bi rekel, tehnologije nam škodijo. Jaz mislim, da nam tehnologije tukaj škodijo, kot nam umetnost škodi. Enim škodi, drugim ne škodi, enim koristi. In dajmo izkoristiti to in celo povezati med sabo, da bomo nadgradili človeka in našo zavest. Tako kot, sicer me po eni strani spet skrbi, kaj pomeni investicije v podjetje, kot je Neuralink, ki nas bo direktno povezale z računalniki in hkrati našo procesorsko moč bistveno povečale, ne? Ampak hkrati nam pa mogoče lahko res odpre neka nova obzorja. Zaskrbljujoče je predvsem to, da bodo do te nadgradnje imeli možnost samo eni, kot si lahko gledališče in umetnost prevoščijo samo nekateri, drugi bomo pa ostali nekje nižje, bomo pod ljudje. Eni bojo pa nad ljudje. In kdo bojo tisti, ki bojo upravljali te sisteme? To so tisti, kot v preteklosti so nas vzgajali muzeji, gledališča, šole, v bodočnosti pa nas bojo vzgajali direktno tisti, ki bojo upravljali te sisteme. In mogoče bomo imeli tudi v tej virtualni resničnosti pa različne verzije, ne? Tisti, ki ne bomo plačali, bomo imeli pač oglase v tej navidesti resničnosti ves čas pred sabo. To je bil sam ta komentar, kako se to dvoje po mojem povezuje. Še kak komentar, ja, lahko Simon, to pa še kak komentar? Ja, mogoče ena pripomba, ne, vprašanje tudi je, ali je sposobno eno podjetje ali pa ena tehnologija človeka shekati na tak način, shekati, da je sposobna, da bo imel večjo procesorsko moč, pa da bomo delo bolj vprašanje pa je, če ga je sposobna shekati tak, da bo bolj človek. To je ideja, ne? In reči o tem, torej, danes je cela vrsta teh poskusov, ki so realizirani, tudi uporabi, ne, da z določenimi čipi in stimulanci, na primer, popolnega miroljubnega laika za tehnologijo spremenijo v hladnokrvnega morilca. So delali poizkuse, recimo z vojaki, ne, da nekomu, ki pač nikoli ni bil vojski, nikoli ni bil v rokah streljnega orožja, da naj pač virtualno zadane tarčo ali celo ljudi virtualno in seveda so bili rezultati takšni, kot bi sicer bili. Praktično gre za naključje, da koga zadaneš, kot ni tako lahko streljati, kot to zgleda. Nekateri smo bili še celo vojski. Jaz pa vem, kako je to. Potem so jih pa opremili za stimulanci določenih režev na možganih in so se rezultati torej zboljšali do 50%. To je zastrašujoče. Tako da to je en vidik, drugi vidik je pa ta, kaj pa če bi, ko sem prej omenil, tako imenovano filtrno funkcijo možganov, ne, da možgani pač proizvajajo zavest, ampak jo filtrirajo, tisto zavest, ki jo dobimo širše, jo pač zreducirajo na tisto ključe, kar lahko posameznik v te razvojne fazi prenese. No in zdaj, recimo, da bi tehnologija pa omogočila, da se tega filtra znedi. To je bilo pa Pa vse te tehnologije že imamo v bistvu. Mislim, to je tisto, kar nam ponujajo zdaj na Facebook, na telefonih. Vse oni nam hekajo možgani ves čas. Oni imajo psihologe v ekipi, ki točno vejo, kjeri so tisti držlaji, zaradi kjerih nam naredi tink v glavi in se začnemo sliniti, kot ti psi Pavlova. Recimo tisti krogec, ko je bil včasih modre barve, ki označuje, koliko imate novih sporočil, je zdaj postal rdeče barve. In ko vidimo to številko, si ne moramo kaj, da ne bi takoj pogledali. A to ni ravno pozitivno, ne? Ne, seveda ni pozitivno. Sam pravim, da se že zdaj da možgane hekati in to ves čas počnejo. Seveda bi se dali pa mogoče obrniti tudi v pozitivni smeri. To hoče reči, ja. Kdo bi to počel? Sam tukaj bomo dali še tako, ampak Simon, vem, da je imel komentar in prosim Simon za besedo. Mislim, izhajal bom čist iz tega, kar se je zdaj napletlo. Prvo še ta odgovor, da ne gre samo za umetnost, ampak gre za eno področje
področje, ki na eni strani tudi tako ste vi šli, da ste opazili, da je bilo treba neke ideje, ki nastanejo v teoriji, narediti, se pravi, med teoretskim in praktičnim. Tradicionalno sta dve področji, koliko imate radi Aristotel deli produkcijo človeštva na tri stvari, ki je teorija, razum in čustva. In bolj iz tega izhaja ta dva pristopa. Eden je ta idejni, drugi je pa praktičen. Recimo estetika pa etika sodta v polje praktičnega. In to so pa vsa ta področja. In je to ta antična spodbuda, da ne govorimo samo o umetnosti. Recimo tudi znotraj imaš nekoga, ki snuje, recimo pri fiziki, teoretsko, idejno zasnovo, kot stvari delujejo, pa imaš inženirja, kako to gre v prakso. Posod je tako. No, druga zadeva je, ko se prihaja do teh stvaritev, ki jih povzročamo. Sama stvar po sebi nikoli, ste že slišali, ni dobra, ne slaba. Raba določa pomen. In seveda v tem stavku raba določa pomen, je točno to dvoje skrito. Pomen je neko idejno polje, raba je pa praksa, ampak tukaj pa zdaj gremo, doskrat gledam, ko gremo od teorije po praksi, skozi to zanimivo paradigmo, raba določa pomen, pa gremo celo od prakse k ideji. In pa se lahko ti krogi krožijo. In recimo umetnost, pa to, kar mi želimo delati, je točno to, poganjati te mline, kroge, da se tudi pol dvignejo, pa da tudi ta zadeva oddela in da ima, kar je včasih klasična umetnost, kot je Goethe rekel, da pač umetnost ne sme ničemer služiti, in to je neka klasična definicija za umetnost. Sodobna umetnost je prestopila ta prak, zdaj se govori o neki novi etičnosti, seveda estetika to spremlja. In vdor realnega umetnost prinaša to performativnost. Smo tudi mi dva performativnosti. Sam Ničeja. Ni problem od nadčloveku pa v podčloveku, oba dva sta potrebna, oba dva sta super, pa tako je Gregor rekel, da neumnost, je taka količina in to vse na mestu, zaradi tega, ker so to entitete, ki sodelujejo, da ne pridemo do te totalitete, da more pa vse biti pametno, pa vse more biti, to imamo danes s temi pametnimi napravami, polemizirati to težavo, problem, pa tako naprej. In ta delitev vlog je fina, da jo vidimo, pa tako naprej. Če pa si mi pravilno te vloge delimo, pa je Ničejeva, pa to Ničeja prebereš malo več, pa zgolj tisti, da je to zgodba o nadčloveku, do preseganju, tu strako izhrib plezov, pa tako naprej, da Ničeja gre za osnovno kategorijo etično, ki je poštena. In če pošteno zasedimo svoje vloge, je lahko tudi kakšna taka, recimo v primeru tistega Andrejnega Peke Kuhaja, je vloga Klošarja, ko bili hrano drugim, tudi na primer. Super, hvala. Vaše vprašanje. Lahko povem, je pa izziv dejansko. Gospod Dele je šel, ker bi se nekako nanašalo tudi na ta šolski sistem. Zdaj, naslov je raziskovati drugo prihodnosti. Zdaj pa se vprašamo, kje se začne ta prihodnost. Jaz sem 100% prepričana, ne v šolskem sistemu, ampak že v predšolskem. Ker tam se ustvarja človek po tistih
5 letih, kaj bo v življenju počel. Tam se vse zapiše. In kdo dela s temi otroci, nimam proti nobenih vzgojiteljici, prav nič. Ampak tam bi se moralo postaviti neke nove modele oblikovanja teh mladih ljudi oziroma teh mladih možgan, ker ono je bitje, ki bo kot pivnik pivnalo vse, kar bo dobil. Ampak kaj se zgodi zdaj? Tudi, ko smo jaz imela otroke, že v osnovnem, že v predšolskem sistemu, torej v vrtcu, je, kaj je izziv? Tekmovalnost. Kaj bom jaz, pa nisi jaz, bom pa to spotencirajo vzgojiteljice, ta je zelo pameten, on se že sam odpira vrata, ko je v jaslicah in tako naprej. Skratka, vse to gre, kdo je boljši? To ne zdrži. In prav o tem govori za teh 95 tezah Pater Državnik. In on bo to, če bomo tisto vse malo prebrali, poslušali, nam bo odprl nov pogled na to. Šolski sistem je okorel, žal. In tu bi morali nekaj že od tam od malega otroka narediti, da bi to funkcioniralo. Res. Pa še nekaj bom rekla, danes, če ne veste, je svetovni dan strpnosti. In zdaj, če bomo danes vsi to strpni, pa če bomo vsi to upoštevali, bomo drug drugemu rekli, saj si drugačen, bodi tak, ampak v cilju neke izboljšave tega, kar danes imamo, da bi bilo prihodnost boljše. Dovoliš, ker dobili smo točno tako in tudi Karl Državnik piše, ampak navaja pač raziskave. V obdobju, ko so otroci med 3 in 5 leti, raziskave kažejo, da so praktično 100% nadarjeni. Vsi otroci so nadarjeni. Na koncu srednješolskega izobraževanja jih je nadarjenih samo še 20%, do mogoče 30%. Zato moramo biti silno previdni, ko kar tako rečemo, da so ljudje neumni. Ne? Žali Bog je zopet hrematizem, je vladajoči kapital tisti, ki diktira to, kdo je neumen, kdo ni. Neumen je tisti, ki ni tekmovalen, ki se ne znajde, ki se slabo igra že med 2 ognjema, kot Karl Državnik tako napiše, ki se ne znajde v debatnih krožkih, kjer je treba pobiti drugo stran, metaforično gledano in tako naprej. Govorim zelo iz prve roke, ker recimo na tem temelji študij pravnih fakultet, v tujini še bolj. V tujini si predstavljajo sokratično metodo tako, da profesor praktično poniža slehernega študenta, češ, da nima pojma, da ne zna in ga seveda potem sam razsvetli za svoje znanje. Pa Sokrat zagotovo ni imel, ni se bil tam, ampak si predstavlja, da nimo tega v mislih, ko je vandral po mestu, bil sicer kot mal Brencel, ampak ni bil Brencel, ni bil pikajoč do sogovorcev, ampak do oblasti. Tako da, kdo je zdaj neumen? Ali je neumen tisti, ki pač ne ustreza našim izhodiščem, ali je neumen tisti, ki slepo sledi vsemu, kar diktira razvoj politika gospodarstva. Hvala. Ja, hvala. Jaz bi se zahvalila Bognovi mami za tole izhodišče. Hvala, da smo se danes spoznali. Kaj te v bistvu je prišla pa še nekaj prej, ko krvi v predšolsko dobo, prila sem otroka ljudi in v bistvu ženski, ki ga obrodila. In se mi zdi, da je to danes vprašanje družbe in vprašanje, zakaj je ta družba tako tekmovalna in da v večini vidimo, da je ženska, ki ni ozaveščena, ta glavni kupec teh vseh naprav, ki ne prinaša dodane vrednosti, nimamo pa ne časa imeti otroka in tudi ga ne peljemo v prave prostore, ampak v nakupovalne centre. Bi se sem ena taka istočnica, ker je toliko čudovita Slovenija z vsemi možnimi, bi rekla, učilnimi instrumenti, kakorkoli pogledaš, in predvsem opolnomočiti naravno žensko v tej družbi se mi zdi, da bi bili tudi moški se izredno veseli, da bi to komplementarno delovalo v neki harmoniji višje zavesti družbe, kjer velja pravičnost in pa bi rekla poštenje pa ljubezen. Skoraj drugega ne bilo potrebno. Tako da
Še veliko vprašanj, samo ne imajo še drugi. Super, hvala za ta komentar, Tanja. Mogoče še tam nekaj Bohtana. Ja, ogromno iztočnic, ampak ste zdaj bili dve gospe pa dali eno kvaliteto, se zahvaljujem, ki bi jo sicer sam načel. In res, govorili smo nečistost v glavah, kako to reševati. Ja, v temeljih se stvari začnejo. In velika je v resnici odgovornost, ki ljudje ne vedo, ko grejo v projekt otroka, kaj vse bi mogli biti. Ker če je mama v stresu, če je v odnosu v stresu, če družba na njo pritiska, ne čudimo se sedanji eksploziji. Ni v Celju krivo to onesnaženje samo. Strah je kriv, ker se ljudem to ubija in tako dalje in še vsi ti elementi, ki so. V redu, se pravi, šola težko nekaj resno spremeni. Imamo tisti minimalni manevrski prostor. Če ni to že na začetku, se pravi, kaj? Brezpogojnost. Če dušo usmerjamo v nekaj, ta bo pa odvetnik, pa se pravičujem. Ali pa karkoli, Se nisem pardon, vem za en primer v Šentjurju, ko so enega fanta so prav ločevali, da se ne bo z navadnimi družil, zdaj on je enega tam, da je malo z nožem ali, pa je doktor te znanosti. V nas je v resnici pravo, že naravno. To se potem zastre. Pravo pa ni prav v resnici, ker je to nek dogovor in gre nekam drugam, ker je lahko po pravu je lahko prav to ali ono. Pa zdaj spet noč dom, pa širše gledam. Se pravi, ko govorimo o nekih pojmih, kje je zdaj težava, je z besedo zavedanje, se pravi neka treznost. Lahko opišem vse. In ja, neumnosti je ogromno, je pa nekod nastala. Ljudje se spet trudijo čisti. In ko se jim nalaga, seveda, se zgodi marsikaj. Če vzpostaviš zavedanje, to pa lahko narediš tudi pri odrasli dobi, lahko bistveno stvari pri sebi spremeniš. Jaz sem sam nekaj stvari zrcalo, si treba postaviti, marsikdo drug samo ugotavlja. Vsi vidimo, da nekako, če naša duša trpi, recimo v delovnih kolektivih, kaj je zdaj najbolj pomembno? Ni več na prvem mestu plača že dolg, so neke druge stvari. In tudi mladina, ko zdaj najde svoje rešitve, zato ker so veliko bolj brez omejitev. In to je edino pravilno, da se jim dopušča, enostavno, da se jim dopušča, da se ene stvari. Je pa vprašanje, koliko so že oni spet onesnaženi od vseh teh raznih stvari. In kaj je? Rešitev je za moje pojme samo to, da smo vsi za sebe pripravljeni se pogledati zrcalo in odstraniti. Je dal gospod Marko primer, Galileja, niti ni hotel pogledati. Evo, poglejmo to zrcalo zjutraj, poglejmo sebe, nasmehnimo se sebi. Tu se začne, ko si dober do sebe, kako si lahko dober do drugih? Ne moreš biti dober do drugih, če nisi v osnovi dober do sebe. Stvari so res tako simple na koncu, enostavne, da bolj ne morejo biti, ampak mi si pa kompliciramo, pa hočemo narediti tehnologijo ljudem prijazne. Sej, mogoče pa, vse smo se tudi prej pogovarjali, mogoče pa ne rabi biti tako ljudem prijazne. To je v bistvu samo upozorilo, da neki sam naredi, tisti 500 gumbov, pa neki sam naredi končno, pa da samo se prepuščamo, ker seveda, najlažje pa je mogoče po svoje, čeprav ni lažje, najlažje je to, da, kako bi rekel, Niče, tule jaz se tu ne strinjam čisto, ampak res, da Niče to malo širše razmišljal, da ne znovimo od resnice. Točno do resnice moramo biti zato, da pridemo na boljše. Svet v bistvu ni tik prijazen, sam, leži so problem. Zdaj jaz ne vem, to sem po moje zdaj predolgo govoril, ampak ja, laži zaslužnjujejo. Mi, če sebe zaslužnjujemo, pač nimamo predispozicij, da vidimo jasno. Bistveno je, da vidimo jasno. Da vidimo jasno, da stvar vse ima. Sorry, če sem bil kaj. Počekaj po vrsti, da začite vi. Zdaj bo začnemo. No, pa dajmo začeti, ker že še dolgo ne znam. No, res je, v bistvu je že kar nekaj v bistvu nekih mojih replik je bilo
prav na to, kje v bistvu se vse skupaj začne. No? Sodelovanje je zmer stvar vseh nas, ne? Ampak sodelovanje posameznikom. In tako kot smo prej o šolstvu govorili, pa recimo predšolski vzgoj, in vzgojitelji in učitelji imajo v bistvu, mislim, da dost avtonomije, kako v bistvu delovati. In na njih je v bistvu tudi v prvi vrsti, no, a so dobri kot ljudje in tako v bistvu tudi delujejo in podajo, kar pač morajo podati. No. Pa še mogoče ena glede umetnosti, ne. Zdaj, če imamo v bistvu tako ta, rekla, lepo umetnost oziroma nasploh v življenju lepo, potem je tudi grdo, no. In umetnost zagotovo se ukvarja sodobna umetnost tudi s tistim grdim, no. Pa tem slabim, kar je v tej družbi. In zagotovo je umetnost tudi en tak ventil družbe, ki v bistvu nekako sprošča tudi neke stiske, pa opozarja, mislim, in tudi ta drugi bolj. No. Pa mogoče še za kreativnost, no, kreativnost je res ustvarjalnost, no, stvar, ki se v bistvu lahko tudi vsak posameznik sam podame, ali je v bistvu kreativni, tudi s takimi orodji, kot je recimo Facebook, pa tudi to se v bistvu da na kreativni način uporabiti, recimo tudi sebi prid, no. Hvala. In komentar še. Zdaj, kdaj postanejo stvari jasne, ko gremo v deset dejanjem, pa probamo tisti narediti, ki je čist jasno, ali smo tisti, kar smo razmišljali, domerni in znamo to narediti, da ne. Super, hvala. Ja, dosti sem razmišljal o tem, ne samo družbi prihodnosti, ki jo zdaj gradimo, ampak kakva je sploh družba sedanjosti. A živimo v totalitarizmu, a živimo v demokraciji. Jaz mislim, da je glavni problem, prav to, kar smo se zdaj pogovarjali, vse bolj živimo v idiokraciji, kar je bil tudi naslov enega znanstveno-fantastičnega filma, vladajo nam pač norci, idioti in sociopati, patološki narcisi. Ne po naključju, vladajo na različnih ravneh. Recimo, po raziskavah so sociopati oziroma psihopati predvsej bolj uspešni v tem, da pridejo bodisi na direktorske ali pa na visoke politične pozicije. Ja, jaz sem slišal za 8% na teh vodilnih položajih je psihopatov, medtem ko jih je pač v normalni družbi, recimo med nami v tem prostoru, je mogoče, mislim, da ni niti enega psihopata sicer, ampak teoretično bi lahko bil en, ker je približno pod 1% psihopatov v skupnosti. In kako pridejo ti na položaj, kako se tam obdržijo? Zato, ker nam je to všeč, ker v bistvu v tem uživamo, ker njim predajamo odgovornost in ker so dejansko v marsičem boljši, recimo v odpuščanju ljudi, v mučenju ljudi, v napadanju tujih držav, v izkoriščanju ljudi in temu smo se enostavno pokorili. Včasih razmišljam, da bi bilo boljše, če gremo v digitalni totalitarizem v tem smislu, da predamo računalnikom oblast, da rečemo, dajte vi voditi ta planet, ker če ga bomo prepustili ljudem in njihovi idiokraciji, potem bo svet propadel v roku 10 let. Mislim, da bi računalnik vsaj tukaj smiselno in nek algoritem upravljal planet, da bi preživel mogoče kako stoletje več. Seveda pa je spet vprašanje, kdo te algoritme vzpostavlja. Ja, in krasno se zdaj nekako dopolnjujem, kot tole omizje, namreč celi sociopati sem se tudi sam ukvarjal, ne samo v praksi, ampak tudi pisno, pa bom omenil, ni to samo promocija, ampak je knjiga pač mogoče ne bi nič spremenil zaenkrat, ne. Naslov pa ima pritisni na tipko človek. Danes smo kar precej govorili o tipkah in meni se je zdelo najpomembnejše metaforično, da vsak pač najde pri sebi tisto tipko, na katero mora pritisniti. In zanimivo, ne, da sem takrat spoznal, to je bilo pred 2 letoma, ravno tudi vrlega ravnatelja Delejo, ne, povabo je šokiran, kako za vraga zdaj ta knjiga zanima je neko gimnazijo. Kada to fantastična izkušnja, ne samo, da se spoznal njega, ampak tudi odziv učiteljev in pa staršev. No, ampak tisto, kar bi rad se navezal na Bogdan, ne, ko je govoril o zrcalu.
to zrcalo, o katerega se vsak dan verjetno pogleda slehernik, je zanimivo povezano z obrazom in izobraževanjem. In zopet naš vrli prijatelj Karl Gržan, danes po mojega večkrat omenjamo kot soustvarjanje, da se pokovca, ga bom potem poklical, pravi, da besedno izobraževanje pravzaprav izhaja iz obraza iti. In to veliko pove. Če bi dejansko se... Prosim? Kaj pa beseda razum, kaj se govorimo? Razumiti. Razumiti, ne? No in to iz obraza iti, ker pomeni, da bi v vseh fazah vzgoje, torej od družine, ki je žal tudi dostikrat izvirni greh za marsikaj, kar je družina v klasičnem pomenu besede razpada, oziroma kako bom rekel, nočem biti seksist, pravim, katerakoli družina samo da je ljubezni. Ali je isto spolna, ali je različno spolna, ali kakorkoli že, če je ljubezen, potem je to za otroka dobro, pa tudi če so pač odločili, da so prej za otroka. Problem ni v tem, kdo tvori tu družino. Problem je, kaj je v tej družini, ali imajo čas drug za drugega ali imajo čas iz obraza iti. Kajti, če se ne bo nič dogodilo do 6-7 leta starosti, ko bi otrok v šolo, ne bom rekel, da je prepozno, jaz niti pri svojih študentih še ne obupam, čeprav čutim, da je precej že zamujeno, ampak vendar ne vem, kakšne so tvoje izkušnje, ampak se da še, tam pred 20-ih, pravzaprav vedno se še da kaj spovedati, ampak bistveno težje kot takrat, ko so tabula rasa, ko so lepo pisan list papirja. Hvala lepa, gospod Marko, zdaj se nam je pridružilo v zadnjem krogu, zadnjega dejanja. Bolje pozno kot nikoli se je In sicer naš gost verjamem, da je bil dober razlog, da se je zgodila časovni sredin. In verjamem, da ga bomo slišali. Ja, lahko ga kar povem, kaj se dogaja, boste najbolj videli. Mislim, da se tudi tukaj začne pravzaprav kreativna renesansa v Sloveniji. To ni zajebancija. Stvar je resna. Začel bom zgodbo od začetka. Meni, kot se zgodi ponavadi, jaz sledim svoji intuiciji. In ko meni intuicija reče neko stvar, da mora biti, takrat grem za tisto stvarjo, ne glede na to, kakšen bom upravil in tako naprej. Jaz sem solastnik podjetja Konoplanet, ki se ukvarja s tem, da povezuje vse, ki so v konoplarski panogi. Na kar iz Ministrstva za zdravje Nacionalnega inštituta za javno zdravje pride prepoved kot prvi v Evropi, da smo bili, da bomo prepovedali CBD, ki dokazano po vseh znanstvenih študijah, ki sem jaz bral, nima pač nekih slabih učinkov. Kaj je CBD? CBD je konopljeno 144 kanabinoidov, tega, ki poznamo, je THC, ki je psihoaktiven. CBD je pa tist, ki je antiinflamatoren, kar pomeni protivneten in da deluje se prav pomirjevalno na celoten endokannabinoidni sistem, ker vsi retenčari ga imamo. Ja? Ok, se pravi, se mi je zdela od uradnikov glupa, butasta zadeva, zakaj se tako rigorozno to pri nas dela, ker vemo, da Evropska unija je sestavljena iz malih in srednjih podjetij. In iz strani inšpektorata je bilo poslanih 75 inšpekcij, ki pa niso bile niti dobro zavedeno, kaj pravzaprav hočejo. Ampak so pa dale regulacijo, da se prepoved prodaje. In taki ukrepi, se pravi, do lastnih ljudi, so meni nelogični. In jaz sem začel z akcijo. In sem se pravi, vprašal, kaj se grejo, nobenega odgovora. Kadar pa jaz ne dobim odgovora, ratam pa veste živčen, ker jaz nikoli nisem bil za to, da so ljudje višji pa nižji. In še posebej, če pa to država, ki je v naši lasti, ki moramo kot aktivni pač državljani skrbeti, da so stvari jasne, in ker naenkrat se začnejo vračati neki telefoni, ljudi, ki jih jaz nikoli prej nisem poznal. Pa poznam veliko ljudi. Nek backstage. In sem začel dobivati informacije take, da sem skoraj skupaj podal. Prvič sem pogledal v backstage, kako v resnici izgleda. In potem, ko sem se zbudil, sem rekel,
očetov, mami mojih otrok, sem rekel, a mi date blagoslov, da grem jaz v to. Ker ne bom mogel živeti sam s sabo, če ne bom šel po tej poti. In so mi vsi dal blagoslov. Potem sem dal vse stvari na stran, sem samo temu posvetil v študiju, dan in noč, skozi študiram, se pravi, zakaj, kako deluje na sistem, kaj se pravzaprav dogaja. Ne? In prišel sem pač do zaključka, da je veliko strahu, da se ne znamo pogovarjati in da imamo možnost, resnično možnost, če stopimo skupaj, da lahko konopla ta zadeva, ker je to, a veste, če greste pogledati, ne vem, Google Analytics pejte pogledati, pa napišite, da gremo v pop svetu. Napišite recimo Kanye West pa Kim Kardashian, ki imamo kot za simbol najbolj, se pravi, bomo rekli, kako bi temu rekli, medijskih ali razodbiti. Ali pa ne, kako se reče, da je sedi... Influencer. Ja, se pravi, nekaj kaže na mlišču. In primerjate to z besedo CBD. Ne, CBD je veliko višji. Da samo vemo, o čem se gre. In se pravi, tukaj se odvijajo neki vzvodi moči, od zadnji že, se pravi, za katere nisem vedel, sem po nesreču njih brcnil. Ampak tukaj pa jaz kot univerzitetni diplomirani teolog nastopam, da bo to last nas, državljanov Republike Slovenije, ne pa interesov kapitala. In tukaj dajmo skupaj stopiti vsi kreativci, ki ste tukaj, da se zavzamemo za to, ker gre za velik biznis. Velik biznis, ki bo lahko naredil veliko delovnih mest, ki je povezan s kulturo bi od nekdaj, ker gre za rastlino, ki je stara več kot mi. Ena prvi kultur. Še vedno obstaja natečaj, da ne nekdo pokaže bolj uporabno rastlino na svetu, pa dobi $1 milijon. In mi jo zateramo. Ja. Da prvo repliko. Zdajte. Ja, izvolite. Ne, kar nadaljujte. No, in ker danes sem pa končno se prav dojel in zato sem pravzaprav zamudil. Ker odgovorna tukaj je Vesna Petrič Kerstin, hčerka ustavnega sodnika Ernesta Petriča, legende. In se pravi, ona je ves čas čakala na primernega sogovornika. Vsa ta leta so prihajali interesi iz različnih korporacij, iz različnih skupin, ampak pač ni popustila na nek način. In ko sem šel, se pravi, brati na Dino vse članke, ker človeka bolj analiziram, kot imam enkrat, ker sem hip-hopper, ker sem battler, ker hočem vedeti, hočem razumeti. In sem pač ugotovil, da je čas, da se začnemo pač tukaj pogovarjati. In hkrati, pasite, koliko sem priden. Poklical 160 podjetij v 3 tednih, skupaj s Celjanom, Mihom Šoparjem, če ga kdo pozna. In so vsi rekli, ja, da se bodo pridružili v gospodarsko interesno združenje. Gospodarsko interesno združenje pa je ta prav segment noter, ki potem lahko se pogovarja z državo. In tukaj bi rad, se pravi, dal ljudem to. Dal nam. Jaz nisem človek, ko gre za denar. Jaz vem, da je sreča kleje, se pravi, med nami, ko pomagamo in drugemu. In bi rad, da ta energija prije, da začnemo na konoplo gledati, pač bolj nekako celostno ne poznamo jo še, ima negativne učinke, da se ne bomo pretvarjali. In dajmo te negativne učinke izpostaviti, naučiti, dati znanje, ker iz tega lahko, se pravim, se res lahko zgodi neka zelena renesansa. Mogoče še ne verjamete, še ne vidite tega, jaz pa vidim, če boste pogledali neke prognoze, statistike, kaj se pravzaprav dogaja od zunij, boste videli, da je pač temu tako. In mislim, da pa nam moj lepši čas in to je pravzaprav to, kje sem zdaj, se pravi neprestano skozi učim, kako deluje sistem. To je to. Ja? Hvala Bog zdaj, novo dimenzijo in konkretno prikazal iz pogovarjanja v akcijo, v aktivnost. Smo se ravno prej pogovarjali, da nisem pregovoril, da je potem človeku nadaljuje korak soustvarjanja kreativnih prostorov tudi z konkretnimi koraki in akcijo. Tako, ne? Tako da smo zdaj dobili... Ja, akcija je, se pravi, kreativnost tako poteka, čisto lahko, dobiš vizijo. Ko dobiš vizijo, je tako, da bi dobil nek trailer, demo verzijo, dobiš v glavo. Ful se ti zdi fajn neka stvar, pa se pa začne, se pravi, tista, kar spravi v pogon je volja, akcija, motivacija. Spolni empatiji, čez vse bolečine, veliko trpljenje,
Ampak pol na koncu, če si to želiš, pač priješ do tega in res realiziraš. Lažje pa gre, če je za nek dober namen, to pa vedno. Jaz mislim, da smo ustvarjeni iz te energije kreativne. Principa tega, ker drugače ne more biti pač tisti, ki je kreativc, bo to razumel. Super, hvala. Imamo en komentar ali vprašanje. Ja. V bistvu bi jaz rada nekako pojasnila kot farmacevtka. Bravo, kar dajte. Da, v bistvu je to prikrito. Ja. Prikrito že, jaz sem v uradno farmacevtsko srednjo šolo hodila. In a veste, koliko rožic smo se tam naučili? Razno. O konoplji, ni pa besede. Res. No to kot farmacevtka, če boste javno zelo bom vesela. Zato bi se rada bila prvensko vklopila, ker sicer je konoplja del naše, bi rekla, velike krogle, ampak dobesedno, jaz sem jo odkrila, ne vem, mogoče 20 let, ko sem dobila odlično maturitetno spričevalo, kako so, bi rekla, druge rožice res kamilca v primerjavi, zato tako široko spektralno, če lahko rečemo. Ja, biogorivo, plastika, ki se razgradi, vrvarstvo. In kaj sem pazite to, kaj sem pol najdel, pazite ta vibe. Se pravi, ko sem klical ta podjetja, mi gospa Danica reče, a pa vi veste, da je bila Jugoslavija tretja največja pridelovalka tega na svetu. A veste, da ima CIA podatke? In je res, ker po tolikih letih dokument se spet odpre za javnost, ne vem po kolikih letih. In oni so res delali, ne vem, kdaj leta, se pravi inšpekcijo, špijuni, taj vse šle imamo in dokumentacija res pokaže, se pravi. Ampak potem se pa pač nekaj se je moglo zgoditi, ne vem še kaj, ker raziskujem. Ampak zgodilo se pravi, kar vemo, zakaj se je prepovedala konoplja, zaradi v bistvu petrokemične industrije, zaradi papirne industrije, ker je tisti, ki je to vse sprožil, bil pravzaprav lastnik največjih dreves. In konoplja njemu predstavljala, se pravi, veliko konkurenco in bil tudi lastnik tabloidov, da je lahko manipuliral medijsko. Pazite zdaj ta vaj. Kako genialno so zafurali zadevo. V tistem času iz Amerike prihajajo meksikanski emigranti. Ja? Oni rečejo konoplji marihuana. Ja? In se pravi, ta mojster tabloidov, spina in manipulacij ne obsodi konoplje, ampak obsodi marihuano, ker jo poveže z njihovimi kriminalnimi dejanji, da bi bili ljudje, kar naenkrat marihuana, oslabo, ali sploh niso vedeli, da je to ista rastlina, katero imamo ni na vrtu. In skupaj za sekretarji, skupaj za uradniki, državniki, Rockefeller in podobnimi, se pravi ekipami, dosežejo, da se to prepove. In seveda, ker so šli naprej, dosežejo tudi, da se to upiše v konvencijo prepovedanih drog. Ja? In zdaj imate tudi odgovor, zakaj pač je konoplja prepovedana. Tako si to vse pogledate, se pravi, ne bullshit-teram, ni to neka teorija zarote, to je vse pač dostopni podatki, jaz hočem biti pač, nisem znanstvenik, sem teolog, ampak znam pa razbrati vere, kaj je bilo in kaj ne. Izvolite, gospod. Ja, gospod Terkaj, Marko Vika, moje ime sem pravnik in se tudi upravičujem. Ampak vas zelo podpiram pri vašem prezdevah, mislim, da sem celo vsaj eno peticijo ali več podpisal. Pa ne zaradi tega, da bi bil sam uživalec marihuane. Jaz sicer sem prvi za marihuano slišal ne na farmacevtski srednji šoli, ampak na Bežgrajski gimnaziji. Sam sem jo samo nekajkrat poskusil, za razliko od Billa Clintona bom rekel, da sem jo tudi poskusil inhalirati, da ni bilo všeč, ne? Ampak šalo na stran. Prepričan sem, da ima ta rastlina toliko zdravilnih učinkov. Poznam vsaj 3 ljudi, ki so tudi zaradi te rastline, ne bom rekel samo zaradi nje, tudi zaradi te rastline pozdravili raka. Hudo raka so oboleli, med drugim je recimo bila mama zelo dobrega prijatelja pljučnega raka, pa je moral reveč v bistvu tihotapati, kako se reče CBD. Največ smolo mi je bilo za raka. Ja, no, ker CBD ne deluje proti raku. Iz Hrvaške, ne vem,
kakšna linija je tam lažje dobiti, ali kakorkoli že. Recimo v Kanadi bi bilo to bistveno lažje, že prej smo Kanado omenjali kot pozitiven primer, ko recimo je možno na recept dobiti, da ne veš v galerijo ali v in to je recimo... In zakaj, če sem jaz, se pravi, in pa se meni postavlja pač vprašanje, zakaj Slovenci v Kanadi lahko to uporabljajo, Slovenci v Sloveniji pa ne? Ja, in moram reči to, da zaključam, je pa prav, ker vas ni bilo, ker se vam to hotel osebno povedati, ker vas družinsko podpiramo, za nameček mi pa žena rekla, ker v Ljubljani ostala rekla, da ne pozabimo povedati, da bo jutri gledala oddajo z gospod Artnik, Miga, neki takega naslov, za nazaj lahko povedala. To smo imeli, da smo zdaj smo svojo misijo izpolnili. Samo ker se časovno tudi bližamo, bomo ta rok zdaj zaokrožili in bomo pustili odprto še pri druženju vso možnost za debato, za pogovore in za soustvarjanje. Bi pa rada zdaj zaključno misel od vseh vas, pa tudi kakšno od vas, povabila na plano v smislu, kako lahko zdaj gojimo od danes tu s konkretnimi dejanji kreativne prostore med nami. Kaj sem dobro vprašanje, bravo. Ja, mogoče lahko gremo, kar začnemo tu, pa naredimo en tak lep krok, ne? Kar sem v Vitah že predolg, pa če bi res lahko eno besedo povedal, bi rekel sočutje, compassion, tem, kar pravzaprav govori, da je ravno več čas. Po moje vse zajedno v tej besedi. Najlepša hvala. Ja, mogoče tisto, kar sem prej povedal, torej z ljudmi in ne za ljudi. Jaz mislim, da je to problem Celja, ker se dostkrat dela za ljudi, ne pa z ljudmi in pa ti prostori ne živijo in stagnirajo ali pa celo propadajo. In tisto, kar je res kreativno, zato tudi zaradi česar sem jaz hodil v Celje, pa ne hodim več, je bil recimo klub, so bili Zamorc in drugi prostori, ki so nastali spontano, samoniklo, ki so jih ustvarili ljudje, brez da bi karkoli sprašvali. Ni bila to neka sterilna kocka, zdaj se bodo pa otroci tu igrali. Ne, tam so se dogajale grozne stvari, ki jih sploh ne bi omenili, vključno s takimi, ne? Se hecali. Pač, počeli smo vse sorte. Zdaj me ni treba. Ampak pač, počeli smo vse, kar se ne sme izven tega prostora in to je normalno. Tam nastajajo pa neke nove, zanimive skupnosti. Pač spoznali smo se s substancami, spoznali smo se med sabo in se družili na drugačne načine. In to je bilo ti zaradi česar je Celje živeli. Pač, ker se je očistilo mesto vsega tega nečistega, prepovedanega, to je tisto, kar je po mojem mesto tukaj ubil, da nimam več neke strašne želje se vračati sem po zabavu. Prijem pa na obisk, gledamo pa tisto 3D televizijo, pa slabo popolnika, 3D televizijo, to sem prej razlacal. Hvala, Simon. Ne sem ustvariti prostor. Včasih so prostori že ustvarjeni, pa veliko poslušanja, pa opazovanja, pa dojemanja. Pomeni to, da tudi jaz bolj sam spreminjati. Veliko pa je že, pa tudi ni treba vedeti vse tako pod kontrolo. Super, hvala. Andreja? Ja, ne vem, se mi zdi to, kar sem že prej rekla, da se zavedati v bistvu vsakmo dejanju to, pa delovati tako dobro za človeka, za sebe, pa iti do akcije. Se mi zdi, da imamo vse neko možnost spreminjati stvari, pa si mogoče tega ne vzamemo, čisto tako v okviru te družbe. Hvala lepa, Andreja. Mene pač nije presenetilo, da je pred parimi dnevi Instagram skensil lajke, ne? Kar prenaša se pravi neko, ali je to njihova poteza, da bodo sami lahko se pravi dajali, kaj je res pomembno in kaj ne, ali pa je to res neko vprašanje česa, če mu človek prav sledi sporočilu. Bi mogel, jaz mislim to, ne? Sam imam izkušnjo z kreativnimi prostori in kako bi to naredili, ker se pravi, nekaj časa nazaj, se pravi do prejšnjega leta, sem bil solastnik plesne šole, ki ima 300 učencev. Artifex, svetovni državni, se pravi top špica v hip-hop.
Naša vizija je bila, da bi ustvarili kreativni center. Vse, kar smo potrebovali, je prostor. Se pravi, imamo ekipo, ki je sposobna, se pravi, tukaj to je ekipa, ki dela trendsetterje, Nipketa, ki so ustvarjali Čale Saleta, ki ustvarjajo zdaj novo generacijo, ki še prihaja in bo še bolj divja, ker tam mali so čist hudi. In sem šel na mestno občino Ljubljana. Teh prostorov ni. Sem šel, se pravi, na Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo. Teh prostorov ni. Vsem se zdi krasna ideja, ampak teh prostorov pa pač ni. Prostore, v katere bi mi dali svoj denar, da bi sami ustvarjali program, da bi sami delovali kot šola, da bi mlade navdušili za to, ker moramo se zavedati, šolski sistem, ki ga imamo, je krasen. Ampak kot sem prvi začutil to, ne sme pa biti edini. Ne? Ker nekje, kolikor je hotel nakazati, gospod, mora biti prostor, ker niso to rigorozna pravila. Ampak hkrati mora biti visoko znanje, zato ker neko drogiranje ni šans. Mora biti znanje na prvem mestu. In znanje, ki se dogaja v letu 2019, gremo v 2020 in s katerim lahko komuniciramo preko digitalnih medijev. Ti se lahko danes naučiš praktično vse na veliko višjem levelu, kot te učijo, se pravi, v šolah. In tukaj imajo učitelji, se pravi, so za tiste svoje stvari, ki so v kurikulumu, so zadolženi in prav, da delajo, ampak hkrati morajo biti tukaj centri, ki govorijo in učijo tisto, kar se dogaja tukaj in zdaj. Ker content pa te stvari se spreminjajo vsakodnevno. In če smo v svetu tako povezani, zakaj tukaj ne damo, ker bi tudi Slovenija tukaj lahko bila ena velika špica. Ampak če tukaj ni interesa, ne od države, ne od mesta, kaj ne potem? Se pravi, a ja, sam moraš vlagati za to, da potem boš pa ti 20 let, 30 let delal, potem bo pa nekdo pač prišel pa bo rekel, bravo, dobra ideja. A ne? Tako se tukaj bo še vzel. Največ, ja, ker bo hotel takoj politično moč imeti od tega. Drugače ti pa politika pa mestno ne bo dala. Pa to. Da, samo to, kar si na začetku rekel, še dodam eno stvar. Meni se zdi prav to z lajki strašno pomembno. Dajmo si tega kvantificiranja ljubezni znebiti v obliki srčka na Instagramu in naredimo prehod iz, ko je bila ena marksistična maksima, iz kvantitete v novo kvaliteto. Jaz mislim, da je to tisto, na čem moramo graditi družbo v prihodnosti. Da se je zelena renesansa začela, če nam uspe konopljo, ki bo prinašala milijarde, ne se slepiti ljudje. To ni buča. Ker v trenutku, ko se mi lahko izvažamo našo konopljo, ja, po celi Evropski uniji, ne vem, če po svetu. Ja? In koliko je enih ranljivih skupin lahko noter? Samo pogledamo se prav, kaj je naredila Kanada. Kaj se je zgodilo, se prav, v Ameriki, v tistih zvezdnih državah, ki so to naredili. A smo lahko tukaj bolj papeški od papeža, a lahko pogledamo realne možnosti. Ja, imaš škodljive učinke, jih ima. Ampak te so tako minimalni in so manjši od tobaka in alkohola, da lahko z ustreznim zavedanjem tega, ozaveščanjem ljudi, lahko to zmanjšamo. Ne pa sedaj, ko delamo kjero stvar. Preganjamo ljudi. Preganjamo ljudi za 1,2 grama, policisti. Naprej, statistike. Samo da vam povem, da boste videli, kakšna je tukaj realnost. 60%, mogoče vam kakšen procent več ali manj, pregonov, gospa, poslušate? Poslušajte me. To pa je, zelo imamo roka. Rok je na vdihu, ampak bom vsem... Razumem, da bom nekaj, ampak gospa, tudi, ker, a veste, zakaj me morate poslušati? Ker v Ameriki in tam, ki so to legalizirali, kje mislite, da se je delež uporabnikov največ povečal? Med toliko starimi, ker ste vi, gospa. Ja? In ker so to nizke pokojnine zdaj, se dogajajo stvari, da lahko policaj pride do vas in vam naredi hišno preiskave na podlagi tega, kar ste vi sadili v svojem tegelcu. Se vi tega zavedate? Se pravi, lahko pa recimo šipek pa lahko posadite. Ne? Ja. No, sem tako, da veste, gospa, da tukaj ne gremo na področje droge, ker vem, da se bojite. Vidim strah v vas, kako gre iz vas in nezainteresiranost. Ampak to je realnost, ki se dogaja v letu 2020. Kje pa mislite, da pride izraz raste kot konoplja? Vem nekaj o konoplji, ampak me moti, če eden priglasi vse ostale, pa en govori, pa drugi do besede. Ok, oprostite. To me pa moti, pardon. Tako moramo se ustvarjati prostor, da vsi komentarji so na mestu in se ustvarjamo, da vsak ima naredi, vsak ima svoj špoč,
Mogoče vprašanje je živoče, Oprostite, gospa iz Kocana. In absolutno je vidno pa kaj pomeni iskra, ki se v človeku vžge in je toliko zagret za svojo idejo, da bi jo rad vsem podelil na srce. Ampak tudi tega se moramo znati, ne? To moramo znati pravilno umestiti v prostor, tako da hvala za vse komentarje, hvala za sodelovanje. In soustvarjanje danes je umetnost, kot vidimo, velika umetnost, ker mora vsak spoznati sebe, spoznati svoj del, svoj, kdaj je pa v mestu, da je prostor, da lahko skupaj ustvarimo nekaj dobrega, enako umero. Da s tem mogoče bi zaključili, ne dvoje, bomo to naredili na koncu, mogoče še dva komentarja bi iz publike za zaključno misel, potem pa vas nasvabimo vse na druženje, se pa bi rada res iskreno zahvalila vsem vam, ki ste danes prišli. Ni pa vam za odlično vodenje, ja? Dva kratka komentarja, res kratka. Vsak stavek, prej mi niste dali besede. En avtor je zapisal, ne vem, kjer umetnost je vse, kar delamo s srcem. Kar bomo delali s srcem pozitivno, tja gre pozornost, tam bo rezultati. Če bomo umetnost kot negativno prikazovali, se bo negativnost jačila. To moramo vedeti, to so nove znanosti, tu smo malo zavedeni. Žal, tudi sodobne umetnosti, ki je druga cenim. Ampak dajte s pozitivno kazati, dajmo pozitivno, pomagati se pozitivno. Danes smo same lepe stvari slišali, čisto vseh, in to deliti naprej. Hvala lepa. Še en kratek komentar, mogoče gospod Arne na koncu. Ta simpozij smo začeli, Gregor začel z vprašanjem, kaj je to podjetnost. Ko je prišel Marko na koncu, nam je pokazal, kako to dejansko v praksi izgleda. Super, hvala lepa. Zdaj pa bomo naredili res zaključek in vas vabimo se tam na prikrizek, na pijačko, na pogovor in na soustvarjanje še naprej tega kreativnega dialoga. Hvala lepa, res.